Če ne bi bilo nenavadnega sveta Jacka, zgodba igrač sploh ne bi obstajala. In ali veš, da ni nastala zato, ker bi Pixar želel posneti film o igračah? Nastala je zato, ker je Steve Jobs sovražil Disneyjeve fantazijske filme. Torej, poglejmo, kakšna je zgodba in razvoj zgodbe igrač od navdiha za like do tega, da so jo skoraj 3-krat odpovedali. Vse se je začelo, ko je mladi animator po imenu John Lasseter delal za Walt Disneyjeve studije. Leta 1982 je Lasseter videl prizor z motorji iz filma Tron in bil popolnoma očaran nad tem, kaj lahko naredi računalnik. Do takrat so se računalniki uporabljali za ustvarjanje učinkov in nekaj ozadij. Toda John se je začel spraševati nekaj veliko bolj ambicioznega. Kaj pa, če bi lahko na ta način naredili animirani film? Njegova prva ideja je bila prirediti pogumno opekačico s pomočjo računalniške animacije. Toda za Disneyja to sploh ni bilo zanimivo. Disney. Za Disneyja je bila ta tehnologija predraga in ni imelo smisla, da bi jo uporabili, če produkcija zaradi nje ne bi bila cenejša ali hitrejša. Zato so predlog zavrnili in kmalu zatem je John Lasseter izgubil službo. Vendar ga je ta neuspeh pripeljal do oddelka za grafiko pri Lucasfilmu. Tam je naletel na skupino inženirjev, so prav tako želeli ustvarjati filme z računalniki. Tako je leta 1986 Steve Jobs kupil tisti oddelek in ga spremenil v samostojno podjetje, ki ga je poimenoval Pixar. A vendar, Pixar še ni bil studio, kot ga poznamo danes. Njihova glavna dejavnost je bila prodaja računalnikov in programov za ustvarjanje slik. Majhne animacije, ki so jih ustvarjali, so služile le za prikaz zmogljivosti njihove opreme. Ena od teh animacij je bila Luxo Junior, kratki film o 2 svetilkah, zaradi katerega je mala svetilka postala simbol Pixarja. Pravzaprav se je računalnik, na katerem je bila animirana Luxo Junior, imenoval Pixar Image Computer. Če bi danes želeli kupiti novo, bi vas stala okoli $520,000. Zdaj razumem, zakaj je Disney govoril, da so zelo drage. Kakorkoli, 2 leti kasneje je prišel kratki film, ki je vse spremenil. Tin Toy je pripovedoval zgodbo o Tiniju, malem glasbeniku iz pločevine, ki je poskušal pobegniti dojenčku. Ideja je bila preprosta, vendar je bila prvič ta zgodba povedana z vidika igrače, ki jo je bilo strah, da jo bo uničil otrok, ki bi jo moral imeti rad. Tin Toy je leto po svoji produkciji osvojil Oskarja za najboljši animirani kratki film. In Oscar gre Toyu, Johnu Lasseterju in Williamu Redu. To jih je postavilo v središče pozornosti več velikih studijev, a leta 1991 se je zgodilo nekaj zanimivega. Disney se je opogumil in začel sodelovati s Timom Burtonom. To bi bila prva priložnost, da so delali zunaj svojih lastnih studijev, saj so do takrat ustvarjali le animirane filme z risbami. Namesto tega bi bil to film v tehniki stop animacije, ki so ga poimenovali Nenavadni svet Jacka. Hvala. Zaradi izjemnega uspeha tega filma se je Disney odločil sodelovati z drugim majhnim studijem in to ni bil nihče drug kot Pixar. Njihovo prvo delo naj bi bil televizijski posebni program z naslovom A Teen Toy Christmas, ideja, ki bi kasneje navdihnila zgodbo o svetu igrač. Pravzaprav zgodbe ni ustvaril Disney, saj so bili oni takrat na vrhuncu z zgodbami o princesah in pravljicami. Ampak Steve Jobs je vse to sovražil. Želel je prelomiti s tem vzorcem. Zgodba bi sledila Tiniju potem, ko so ga zapustili na bencinski črpalki, dokler ne bi pristal v vrtcu, polnem igrač, ki jih nihče ni želel. Disney je menil, da bi se ta ideja lahko razvila v nekaj večjega. Tako sta leta 1991 obe podjetji podpisali pogodbo v vrednosti $26 milijonov za ustvarjanje 3 animiranih celovečercev. Toda to je bilo za Pixar izjemno tvegano. Če bi kateri od teh filmov propadel, bi bilo za njih vsega konec. Prva velika težava je bila, da niso imeli niti najmanjše ideje, kateri film bodo predstavili. Zato so se odločili nadaljevati z idejo Tini. Tako sta v prvi različici filma Svet igrač nastopala Tini in lutka trebušnega govorca. Naslednja velika težava je bila, da sta si oba lika želela popolnoma isto stvar – najti otroka, ki bi se igral z njima.
In Disney je opozoril na nekaj precej očitnega. Če sta oba mislila enako, med njima ni bilo nobenega zanimivega konflikta. Zato se je zgodba spremenila v film o dvojcu popolnih nasprotij. Eden bi bil starinska igrača, ki se boji, da jo bodo zamenjali, drugi pa bi bil nova igrača, ki bi prišla in ji vzela vso pozornost. Tini se je začel spreminjati v akcijsko figuro. Najprej je bil vojak podoben G.I. Joeju, nato so mu dali vesoljsko tematiko in osnovna imena. Čudna, kot sta Lunar Larry in Tempus the Morph. Na koncu so ga poimenovali Buzz Lightyear, v čast astronautu Buzzu Aldrinu. Njegova obleka je prevzela elemente astronautov iz programa Apollo in akcijskih figuric iz tistih let. Zelena in vijolična barva sta bili izbrani strani Johna Lasseterja in njegove žene Nancy, ker sta bili njuni najljubši barvi. Tako je sledilo vprašanje, kateri igrača bi lahko bila popolno nasprotje vesoljskemu čuvaju. Kavboj. Lutka trebušnega govorca je bila spremenjena v kavboja. Kavboj. 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 Mehanizem je bil navdihnjen z lutko Casperja, ki jo je imel John Lasseter, ko je bil otrok. Sprva je Woody še vedno imel ogromno čeljust in strašljiv videz lutke trebušnega govorca. Postopoma je njegov obraz postal vse mehkejši in na koncu je dobil videz blaga in plastike, kot ga vsi poznamo. Tudi stranski liki so se spreminjali, Joss Whedon pa je pomagal preoblikovati Buzza. V prvih različicah je vedel, da je igrača, vendar je Whedon predlagal, da bi bil popolnoma prepričan, da je pravi vesoljski čuvaj. Dodal je tudi Rexa in želel je, da bi imela Barbika pomembno vlogo, vendar Mattel ni dovolil, da bi jim posodili Barbiko. Podjetje je menilo, da si mora vsako dekle samo predstavljati osebnost lutke in ni želelo, da bi film odločil, kdo je Barbika. Zaradi tega je njeno mesto zasedla Betty. Tudi Hasbro ni dovolil, da bi se pojavil G.I. Joe, še posebej zato, ker ga je Sid nameraval uničiti. Tako se je rodil Combat Carl. Zdaj se je vse začelo oblikovati, vendar je Disney še vedno zahteval, da ima film bolj drzno in odraslo osebnost, in Pixar je ubogal. In zaradi tega je skoraj uničil svoj lasten film. Da bi Woody izgledal bolj drzen, so ga scenaristi spremenili v sebičnega, krutega in agresivnega lika. V tej različici Woody ni po nesreči vrgel Buzza skozi okno, ampak ga je namerno vrgel in nato grozil ostalim igračam, naj mu ne nasprotujejo. Tom Hanks je bil eden prvih, ki je opazil težavo. Med snemanjem svojih dialogov je vprašal, zakaj je Woody postal popoln bedak. 19. novembra 1993 je Pixar to različico predstavil direktorjem Disneyja. Njihova reakcija pa je bila tako slaba, da je ta dan v studiu postal znan kot Črni petek. Disney je ustavil produkcijo filma Svet igrač. Po skoraj 2 letih dela bi lahko prvi Pixarjev film umrl, še preden bi bil dokončan. John Lasseter je prosil za še eno zadnjo priložnost. Ekipa je imela 2 tedna, da dokaže, da jo lahko rešijo. V tem času pa je moral Steve Jobs financirati film, dokler se Disney ni ponovno vključil. Odstranili so krutost iz Woodyja, povrnili nedolžno osebnost Buzza in osredotočili zgodbo na 2 igrači, ki sta delali napake, a sta se lahko naučili zaupati drug drugemu. Nova različica je delovala in Disney je dovolil, da se produkcija nadaljuje. Leta kasneje je Tom Hanks razkril, da sta on, Tim Allen in preostala igralska zasedba že posnela približno 80 minut tiste zgodbe, ki je bila na koncu popolnoma zavržena. Po vrnitvi Disneyja k produkciji so prišli z idejami, ki so bile po njihovem mnenju precej inovativne in zanimive. Želeli so, da bi Svet igrač postal muzikal. Disney je želel vse uničiti že od prazgodovine. Zdaj se je zdelo, da je scenarij obstal. Disneyjevi scenaristi niso razumeli, da se zgodba nanaša na igrače in ne na otroke, ki so se z njimi igrali. Zato so še naprej dodajali človeške like, dokler ni prišel Joss Whedon, ki je hitro razumel, kaj želi Pixar povedati, in tako je nastala zgodba, ki jo poznamo danes. Tehnologija tistih let ni mogla ustvariti ljudi, las ali tkanin z realizmom, ki ga vidimo danes. Zato je bila odločitev, da naredijo film o igračah, popolna. Plastika, les in trde površine so bile ravno tiste stvari, ki so jih računalniki lahko najbolje prikazali. Tako so poleg Woodyja in Buzza nastale igrače, kot so Gospod Krompirjeva glava, Rex in vsi ostali liki.
Prav zarav ima tudi gospod Krompirjeva glava precej presenetljivo zgodbo. Igračo je izumil George Lerner, sprva pa sploh ni vključevala plastičnega krompirja. Otroci so morali dele nameščati na prave krompirje. Pujsek hranilnik predstavlja otroško tradicijo, ki obstaja že stoletja, da se kovance shranjuje v pujske hranilnike. Leni, igrača daljnogled z očmi, je bil navdihnjen po Robbing Eyes, igrački, ki jo je leta 1982 izdelal Tommy. Navdih za ime Andy je bil čast Andrisu. Andy Van Damme, profesor na Univerzi Brown, ki je bil učitelj mnogih ustvarjalcev in animatorjev filma Svet igrač. Zlobni Sid Phillips pa je bil navdihnjen po nekdanjem zaposlenem v Pixaru, ki je uničeval igrače, da bi ustvaril nove pošasti z različnimi deli prejšnjih lutk. Ampak ste se kdaj vprašali, zakaj so vsi prijatelji Andyja pravzaprav še več Andyjev? In ne, ni bilo samo zato, ker bi bili leni, saj je bilo takrat animiranje človeških likov precej drago, ker je bilo zelo težko simulirati teksturo kože. Zato se je Pixar odločil prihraniti čas in denar tako, da je preprosto kloniral že obstoječo zasnovo Andyja. Kljub temu je bila produkcija filma Svet igrač prava norost. Več kot 114.000 sličic je zahtevalo približno 800.000 ur procesiranja. Govorimo o približno 91 letu, če bi en računalnik to delal brez prestanka. Pixar je uporabil 117 računalnikov, vsaka sličica pa je v povprečju potrebovala 3 ure za animacijo. Celoten studio je uspel izrisati manj kot 30 sekund filma na dan. Pravzaprav je Pixar v svojem najbolj produktivnem tednu uspel izrisati le 3 minute in pol celotnega filma. Zdaj lahko razumemo, zakaj so nekateri človeški liki, kot sta Andy in Sid, videti veliko bolj nenavadno kot igrače. Ekipa je počela nekaj, za kar še niso obstajala pravila, orodja ali prejšnji primeri. Celo, ko je bil film končno končan, so vsi rekli, da je bil to vizualno najbolj grozen film, kar so jih lahko naredili. Kljub vsemu temu se je Disney odločil tvegati in poslati Svet igrač v kinematografe. In tako je, 22. novembra 1995 Svet igrač prišel na velika platna. Kljub vsem pričakovanjem je bil film ljubljen že od prve projekcije. Film je stal približno $30 milijonov in na koncu zaslužil okoli $374 milijonov po vsem svetu. Postal je tudi prvi animirani film, ki je bil nominiran za Oskarja za scenarij. John Lasseter pa je prejel posebno nagrado za režijo prvega celovečernega računalniško animiranega filma. Tako je, Disney ga je najprej odpustil, nato pa se je vrnil v polnem sijaju. Toda najpomembnejša sprememba se je zgodila zunaj nagrad. Po filmu Svet igrač so vsi studiji razumeli, da računalniška animacija ni nekaj nemogočega, pravzaprav je to prihodnost industrije. Torej se je zdelo, da je film o igračah narejen za prodajo izdelkov, kaj ne? Toda pred premiero skoraj nobeno podjetje ni želelo izdelovati Woodyja in Buzza. Proizvajalci igrač so običajno potrebovali med 18 mesecev in 2 letoma, da so pripravili novo linijo. In Disney je prišel prepozno, zato je več podjetij zavrnilo licenco. Edino, ki je tvegalo, je bilo majhno kanadsko podjetje z imenom Finkway Finker. Rezultat je bil popolnoma nasproten problem. Figurice so bile razprodane in ni bilo dovolj Buzz Lightyearjev za vse otroke, ki so si jih želeli za božič. Prvih 250.000 figuric vsakega lika je bilo hitro prodanih. In skozi leta sta Woody in Buzz presegla 25 milijonov igrač. Disney je porabil približno $20 milijonov za oglaševanje. Toda so blagovne znamke, kot so Burger King, Coca-Cola, Pepsi in Payless, dodale približno 125 milijonov v promocijah povezanih s svetom igrač. Svet igrač ni bil več samo zgodba o igračah. Postala je stroj, ki je prodajal prave igrače. Leta 1996 je film izšel na VHS in v prvem letu prodal več kot 21 milijonov izvodov. Isto leto je Pixar ustvaril Toy Story 3, majhne animirane kratke filme, dolge med 10 in 30 sekund, ki so se predvajali med oglasi risank ob sobotah na ABC. Televizijska mreža je vztrajala, da to niso bili oglasi za VHS, ker izdelek nikoli ni bil omenjen. A vendarle zanimivo je, da so jih začeli predvajati le nekaj tednov, preden je film prišel v prodajo.
Prišle so tudi prva videoigra, Svet igrač, knjige, oblačila, čevlji, računalniški programi in celo predstave Disney on Ice. Svet igrač je pobegnil s platna in Disney je želel drugi film čim prej. Sprva Svet igrač 2 sploh ni bil namenjen kinematografom. Disney ga je naročil kot nadaljevanje, ki naj bi šlo neposredno na VHS. Zato je Pixar sestavil veliko manjšo ekipo kot za celovečerni film. To zato, ker je studio delal na filmu Življenje žuželk. Ko pa je Disney videl prve prizore filma Svet igrač 2, je ugotovil, da ima film potencial, da postane uspešnica. Popolnoma so spremenili načrte in Svet igrač 2 je na koncu dočakal svetovno kinematografsko premiero. Projekt je zrasel, animacija je postala bolj podrobna, prizorišča so bila večja in Woody je odkril, da ni bil le navaden kavboj. Bill je zvezda stare oddaje z imenom Woodyjev Rodeo. Imamo tudi Jessie, Strelo in smrgivega Peta. Toda medtem ko je zgodba govorila o pozabljenih igračah, je bil Pixar skoraj da izgubil celoten film. Leta 1998 je napačen ukaz začel brisati datoteke strežnikov. Lik jih je izginjalo iz prizorov, medtem ko so animatorji poskušali delati. Ko so jim uspelo ustaviti, je bilo izbrisanih približno 90% filma. Varnostna kopija prav tako ni delovala pravilno. In film je preživel po zaslugi Galdine Sussman, tehnične nadzornice, ki je delala od doma, da bi skrbela za svojega dojenčka in je imela nedavno kopijo na svojem računalniku. Ekipa je napravo odpeljala v Pixar, zavito v odeje in z njo ravnala, kot da bi v pisarno prenašali Jezuščka. Uspelo jim je obnoviti projekt, nato pa se je Pixar odločil, da ga mora še enkrat izbrisati. In tokrat je bilo to res namerno. John Lasseter si je ogledal film in menil, da zgodba ni dovolj dobra za predvajanje v kinematografih. Disney ni želel spremeniti datuma, zato je Pixar praktično celoten film ponovno zgradil v samo 9 mesecih. Ekipa je delala do izčrpanosti. Več animatorjev je končalo s poškodbami zaradi ponavljajočih se gibov in sindromom karpalnega kanala. Utrujenost je dosegla tako nevarno raven, da je nek delavec, ko je prispel v studio, pozabil svojega dojenčka v avtomobilu. Na srečo so ga uspeli rešiti. Svet igrač 2 je bila končno premierno prikazana 24. novembra 1999. Stala je približno $90 milijonov in zaslužila več kot 500 milijonov. Film je celo dodal lažne snemalne napake med odjavno špico, kot da bi bila Woody in Buzz prava igralca. Vendar pa je bila ena od teh šal takšna, da je smrdljivi Pete ponujal vlogi 2 Barbikama. Ja, po prvem uspehu je Mattel končno dovolil, da uporabijo Barbiko. Lahko vam uredim vlogo v Svet igrač 3. Oprostite, ali je to posnetek? No, dekleta, bilo mi je v resnično veselje. In kadarkoli boste želeli igralske nasvete, vam bom z veseljem pomagal. Nasvidenje. Leta 2019 je Pixar ta prizor odstranil iz novih različic zaradi podobnosti z zlorabami moči, o katerih so poročali v Hollywoodu. Se spomniš trgovine z igračami pri Alu? No, ta trgovina z igračami je navdihnjena po resnični trgovini z igračami v San Franciscu, imenovani Jeffrey's Toys. A vendar, franšiza je šele začela rasti. Po 2 filmih je občinstvo že vedelo, da je Buzz figura, ki temelji na izmišljenem vesoljskem čuvaju. Zato je bilo vprašanje povsem logično. Kakšna je bila zgodba pravega Buzza? Disney je odgovoril z Buzz Lightyear Star Command: pustolovščina se začne. Animirani film, ki je bil leta 2000 izdan neposredno na VHS. Zgodba se je začela v svetu Svet igrač. Igrače so se zbrale, da bi si ogledale film, v katerem je glavno vlogo imel Buzz. Nato se je animacija spremenila iz 3D v 2D, da bi prikazala njegove pustolovščine proti Zorgu. Tim Allen je ponovno upodobil Buzza v filmu, vendar ga je v televizijski seriji zamenjal Patrick Warburton. No, Warbutton. No, ne verjamem, da so to 3 manjkajoči mali zeleni možje. No, ne verjamem, da so to mali zeleni možje. Buzz Lightyear iz Zvezdnega poveljstva je imel 65 epizod, če štejemo tudi njegov začetni film, razdeljen na 3 dele. Film je v prvem tednu prodal približno 3 milijone izvodov.
Dobil je tudi svojo videoigro in pomagal je, da Buzz ni bil več samo ena od igrač Andyja. Woody in Buzz sta skoraj nadaljevala, vendar brez Pixarja. Čeprav sta Disney in Pixar ustvarila nekatere najuspešnejše filme tistih let, se je njun odnos počasi rušil. Steve Jobs je želel, da bi Pixar ohranil nadzor nad svojimi prihodnjimi filmi, Disney pa ni bil pripravljen prepustiti franšize, ki je prinašala toliko denarja. Leta 2004 so se pogajanja končala in Pixar je napovedal, da bo poiskal drugega distributerja. Težava je bila v tem, da je imel Disney še vedno pravice do likov in je lahko produciral nadaljevanja brez Pixarja. Zato je ustvaril studio z imenom Circle 7 Animation in začel svojo različico filma Svet igrač 3. V tej zgodbi je Buzz začel odpovedovati in so ga poslali v tovarno na Tajvanu. Ko so igrače odkrile, da so bili vsi Buzz Lightyearji umaknjeni s trga in namenjeni uničenju, so se Woody, Jessie in ostali poslali po pošti, da bi ga rešili. Ta film je napredoval dovolj daleč, da so imeli scenarije, osnutke in animacijske teste. Svet igrač se je skoraj razdelil na dva dela, izvirne filme studia Pixar in nadaljevanja studia Disney. Toda leta 2006 je Bob Iger prevzel nadzor nad Disneyjem in se odločil, da bi bila izguba Pixarja ogromna napaka. Zato je Disney kupil studio za 7 milijard 400 milijonov dolarjev, zaprl je Circle 7 in odpovedal tisto različico Svet igrač 3. Franšiza se je vrnila k svojim ustvarjalcem in ti so se odločili posloviti od Andyja. Za ustvarjanje novega Svet igrač 3 so se John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton in Lee Unkrich vrnili v kočo, v kateri so razvili prvi film. Njihova prva ideja prav tako ni delovala, zato so si ponovno ogledali Svet igrač 1 in Svet igrač 2 ter našli vprašanje, ki se mu je zgodba leta izogibala. Kaj bi se zgodilo, ko bi Andy končno odrasel? Lee Unkrich je ostal kot režiser in film je Sunnyside spremenil v lažno obljubo. Tehnologija se je od leta 1999 tako zelo spremenila, da se originalni modeli Woodyja, Buzza in ostalih niso več mogli pravilno prilagajati z novimi programi. Pixar jih je moral ponovno zgraditi podrobnost za podrobnostjo in znova namestiti vsak sklep, teksturo in material. Zato so liki ohranili svojo izvirno zasnovo. Zdaj pa lahko vidimo šive na Woodyju, vlakna njegove obleke, praske na Buzzu in veliko bolj realistično osvetlitev. Svet igrač 3 je izšel 18. junija 2010 in je slovo med mladeničem in njegovimi igračami spremenil v enega najbolj nepozabnih zaključkov pri Pixaru. Film je zaslužil več kot 1 milijarda 66 milijonov dolarjev. To je bil prvi animirani film, ki je presegel $1 milijardo in prejel 5 nominacij za Oskarja, vključno z najboljši film. Prav tako je osvojil Oskarja za najboljši animirani film in najboljšo izvirno pesem. Zdelo se je, da se je vse končalo brezhibno. Andy je odrasel, igrače so imele novo deklico po imenu Bonnie, Pixar pa je zaključil trilogijo brez ene same slabo sprejete filma. Toda Disney ni pustil, da bi liki izginili. Namesto, da bi takoj posneli 4. film, je Pixar začel prikazovati majhne dogodivščine igrač z Bonnie. Leta 2011 je prišel Počitnice na Havajih, kjer sta Ken in Barbie zamudila svoje potovanje na Havaje, ostale igrače pa so ga poskušale poustvariti v sobi. Isto leto se je pojavil Mali, veliki Buzz, v katerem je mali Buzz iz restauracije zamenjal mesto s pravim Buzzom. In leta 2012 je prišla zabava Fiestasaurus Rex, kjer je Rex na koncu postal kralj zabave v kopalnici. Ti 3 kratki filmi so bili znani kot Toy Story Toons. Nato sta sledili 2 posebni televizijski epizodi, dolgi približno 22 minut. Toy Story grozljivka je izšla leta 2013 in je Jessie postavila v glavno vlogo v napeti zgodbi, ki se odvija v motelu. Toy Story, pozabljeni v času, je prišel leta 2014 in predstavil bojne dinozaure. Dinozavrske igrače, ki, tako kot Buzz v prvem filmu, niso vedele, da so igrače. Franšiza se je še naprej širila tudi v videoigrah. Toy Story 2, Buzz Lightyear na pomoč, je postal ena najbolj zapomnjenih iger. Toy Story Racer je izšel leta 2001 igra. Toy Story 3 pa je bila še posebej priljubljena zaradi načina Toy Box, ki je omogočal gradnjo in nadzor sveta igrač brez sledenja filmu. Kasneje so se liki pojavili v Disney Infinity, leta 2019 pa so dobili svoj svet v Kingdom Hearts 3. In v resničnem življenju se je Toy Story Midway Mania odprl leta 2008.
Nato so prišla celotna območja Toy Story v Franciji, Hongkongu, Šanghaju in na Floridi, zasnovana tako, da so se obiskovalci počutili, kot da so veliki kot igrača na Andyjevem dvorišču. In leta 2013 se je zgodil eden najbolj nenavadnih trendov franšize. Viralna je postala ideja, da zavpiješ "Prihaja Andy" pred liki iz Toy Story v Disneyjevih parkih, ki so se nato vrgli na tla in se pretvarjali, da so nežive igrače. Skrivnost ni bila več zabavna, ko so jo vsi začeli ponavljati. S to prakso so prenehali, ker je metanje na tla znova in znova postalo nevarno za igralce in obiskovalce. Svet igrač je že imel filme, kratke filme, serije, videoigre, predstave, atrakcije in neverjetno količino izdelkov. A še vedno je ostalo vprašanje, kaj se bo zgodilo z Woodyjem po Andyju. Ko so napovedali film Svet igrač 4, je velik del občinstva menil, da ne bi smel obstajati. Tretji film je že ponudil popoln zaključek. Tudi znotraj Pixarja so vedeli, da bi četrti del imel smisel le, če bi našli še en zaključek. Ne za Andyja, ampak za Woodyja. Produkcija se je začela s Johnom Lasseterom kot režiserjem in zgodbo o Woodyju in Betki, a projekt se je večkrat spremenil. Lasseter je zapustil režijo, Josh Cady ga je zamenjal in približno 3/4 izvirnega scenarija so bile prepisane. Končna zgodba je predstavila Vilčka, predmet, ki ga je naredila Bonnie, in ni mogel razumeti, zakaj je živ. In tukaj je bil vizualni napredek ogromen. Pixar je lahko ustvaril dež, prah, pajčevine, tkanine in odseve, ki so bili leta 1995 nemogoči. Celo majhne razpoke v glazuri Betkinih las so dodali, da bi spomnili, da je še vedno iz porcelana. Don Rickles, glas gospoda Krompirjeve glave, je umrl leta 2017, še preden je posnel nove replike. Njegova družina je prosila, naj lik ostane v filmu. Zato je Pixar pregledal 25 let posnetkov izbrisanih prizorov, videoiger in promocijskega materiala, da bi sestavil njegove dialoge. In Svet igrač 4 je izšel junija 2019 in zaslužil je več kot 1 milijardo 73 milijonov dolarjev ter osvojil Oskarja za najboljši animirani film. Woody je na koncu zapustil Bonnie, da bi potoval z Betty in pomagal drugim izgubljenim igračam. Spet se je zdelo, da je to konec. In spet ni bil. Isto leto kot Toy Story 4 je Disney izdal serijo Forky postavlja vprašanje. Serija je imela 10 kratkih filmov, v katerih je Forky spraševal stvari kot so: kaj je denar, ljubezen, čas, umetnost, računalnik ali prijatelj. Leta 2020 je izšel Lampino življenje, kratki film, ki je pojasnil, kaj se je zgodilo z Betty v letih, ko je bila ločena od Woodyja. In leta 2021 je Pixar Popcorn vključil še nekaj manjših pojavov franšize, kot sta bila bazova vadbena rutina in pustolovščina Račka in Bonnie. Svet igrač je še naprej ustvarjal zgodbe, ne da bi potreboval nov glavni film. Nato se je Pixar vrnil k vprašanju, ki si ga je Andy zastavljal že v prvem filmu. Kdo je bil moški, ki je navdihnil igračo Buzza Lightyearja? Pixar je predstavil Lightyearja kot film, ki naj bi ga Andy gledal, preden je prosil za svojo figuro Buzza Lightyearja. Tokrat ni šlo za igračo, ki je verjela, da je vesoljski čuvaj. Bil je pravi pilot, ujet na oddaljenem planetu. Zaradi tega se Tim Allen ni vrnil. Pixar je izbral Chrisa Evansa, da bi razlikoval človeškega junaka od igračke. A ta razlaga je zmedla velik del občinstva. Že od leta 2000 je obstajala serija Buzz Lightyear iz Zvezdnega poveljstva, ki naj bi domnevno navdihnila igračo. Zdaj je Pixar predstavil še eno različico istega izvora, vendar z novimi liki in drugačno zgodbo za Star Sork. Film je bil prav tako prepovedan in ni dobil dovoljenja za predvajanje v več državah, ker je vključeval kratek poljub med parom žensk. Disney je zavrnil odstranitev prizora. In tako je Lightyear stal približno 200 milijonov dolarjev in po vsem svetu zaslužil le 226 milijonov. To je bil prvi veliki finančni neuspeh franšize, katere 4 glavni filmi so bili izjemno uspešni. Zato se je naslednji projekt vrnil k igračam. Leta 2023 je Disney potrdil, da je Svet igrač 5 v razvoju. Tokrat je zgodba ostala v rokah Andrewa Stantona, enega od scenaristov, ki je ustvaril prvi film in sodeloval pri vseh prejšnjih delih.
Novi film je postal tudi prvi glavni del, ustvarjen brez sodelovanja Johna Lasseterja, ki je Pixar zapustil že pred leti. Toda po 5 filmih, kaj bi lahko nadomestilo igrače, s katerimi se še niso soočili? Odgovor je bil pred skoraj vsakim današnjim otrokom. Zaslon. Svet igrač 5 je izšel 19. junija 2026. Prvi vikend je po vsem svetu zaslužil $312 milijonov. Najboljša premiera v vsej franšizi. Do julija se je film že približeval 800 milijonom in je še vedno bil v kinematografih. Njihovi izdelki še vedno ustvarijo približno $1 milijardo na leto. Ima desetine atrakcij, 4 tematska območja, hotele, videoigre, serije, kratke filme in like, ki se še vedno prodajajo otrokom, ki se niso bili niti rojeni, ko je Andy podaril svoje igrače. Ampak dobro, prijatelji, katero od vseh obdobij franšize Svet igrač imate najraje? Pustite svoj odgovor v komentarjih. S Bogom, kavboj!